Kako bi lahko rekli, da Murska Sobota živi z Ozaro? Zdi se mi, da eni niti ne vejo, kaj to sploh Ozara je. Ne? Se dostikrat zgodi, da me vprašajo, kje delaš, rečem v Ozare, kaj pa je to? Ne? Predvsem pa se mi zdi, da zunaj ne, še vedno obstaja stigma družbe. Se pravi, drugi rečejo, to se ne more meni zgoditi, ne vem. Moje mnenje, oziroma jaz rečem tako, da nikoli ne veš, kaj te kje čaka. Ne? Pride ena smrt, nesreča, kajkoli, si občutljiv, pride depresija, se ne znajdeš z obupa, greš na hospitalizacijo in prideš z bolnice in ostaneš doma, oziroma prideš k nam, ne? Kar je zaželjeno sicer. Ne? Ali ljudje recimo z temi duševnimi stiskami, ali težko pridejo prvič do vas, ali težko pokličejo? To bom rekla, je odvisno od posameznika. Ne? Eni pridejo in so že prvič tu pri meni zgovorni na tem informativnem razgovoru. Tu se pač uporabniku predstavi hišni red, pravila, kaj sploh Ozara je, kaj tu počnemo. Pa se odločijo, pa še pridejo naslednji dan. Ne? Eni so pa taki, da pridejo prvič in jih več ni nazaj. Ne? Zdaj pri nas je tako, je vse prostovoljno, ne? In se pač posameznik odloči, pride, pogleda, če mu to ustreza, je pri nas, če ne, pa pač si najde neko drugo možnost oziroma obliko izpolnitve prostega časa. Ne? Prekmurje je zelo obloženo z krizo, sploh po propadu Mure. Se je to v bistvu poznalo tudi pri vas? Nekaj se je poznalo, ne? Je bilo malo več klicev, ampak vseeno pa še je verjetno več skritega, kot pa da dejansko bi človek prišel in povedal svoje težave.